Živ, evo, tale vlog pa spet začnemo z ameriškim mišicami in tako, kot sem obljubil v prejšnjem vlogu, gremo zdaj pogledati moj nov Winter Project Car. Jaz ga še nisem videl živo, dobil sem samo eno sliko, tako da skočimo kar v Shelbyja, pa šibajmo. Skoraj noben izlet se ne začne s temule Shelbyjem, da ne je prabo tankati, tako da sem mu dal za eno rundo. Koliko ima porabo, nimam pojma, ampak vreden je pa ta zadnjega evra v denarnici. Zdaj jaz sem si za moj naslednji Project Car zaželel delati nekaj v off-road smeri, pa da je malo bolj crazy, da lahko delamo nekaj, kar v Sloveniji še noben ni naredil. Tako da avto, ki vam ga bom zdaj pokazal, verjetno ne boste pričakovali za off-road build, ampak da nam predolgo govorili, tole je moj nov Project Car. Ok, v glavnem gre za Dodge Challengerja, zdaj ne vem točen kjer letnik je, ampak pod havbo se skriva V6 motor. Kakor ste pa že mogoče nekateri opazili, tale avto trenutno ni vozen. Ni pa vozen zato, ker je bila tole žal ena izmed žrtev poplavka, smo jih imeli avgusta, in je bil avto praktično do zicov v vodi. V bistvu ne samo vodi, tudi blatu pa vsem tem. Lej, ti pokažem, kva mislim. Evo ga, kakor vidite, so sedeži še čist blatni in praktično do tlele nek je bil avto v vodi. Kar se tiče štroma, je komplet zadeva kaput. Imamo pa srečo, ker je pa motor ostal brezhiben. To nam prišpara kar nekaj dela. Zdaj se pa verjetno sprašujete, kva sem jaz mislil, ko sem rekel, da hočem delati off-road build, če je tole praktično American Muscle Car za na cesto. In ja, točno tako sem mislil. Tale avto bomo vzignali in naredili za off-road. Tlele bomo porezali komplet fenderje na avtu, spredi in vzadi, avto se vzigne, komplet zadeva se bo poširila, noter pride kletka, pa kar imam jaz željo, je, da se tale šipa ven vrže in zmontiramo tlele dva rezervna kolesa. Kar bi v bistvu jaz rad z tega avta naredil, je praktično to, da bo ta Challenger zgledal kakor en trophy truck za popuščavi. Pa da ti pokažem približen, kva imam v mislih. Lej, tole je en tak print, sicer tole je bolj tak render iz risanke, ampak nekaj tazga bi radi naredili z tegale avta. Valjda sicer to ni tako simpel projekt, tako da v tem projektu jaz tudi nisem sam. V ta projekt so se spustila z mojim prijateljem Željkom, ki ima tudi tlele za mano v bistvu svojo delavnico. On se v bistvu ukvarja z obnovo in tuningom mašin oziroma motorjev za avtomobile, tako da on bo skrbel bolj za tehničen del, jaz pa, kako bi temu rekel, malo bolj za idejen del. Sicer ima oba ful rada traparije, tako da jaz mislim, da bo z tegale avta še marsikaj rata. Shelby pa moj Flogster še vedno valjda ostajata doma v garaži. Tole je v bistvu samen dodatek, ki bo večino zime preživel kle v delavnici, ampak se mi zdel en tak ful cool projekt, da ga delim z vami, pa da bomo skupaj rezali fenderje, pa vzigvali zadevo, pa valjda se pol vozili tudi po kakšnemu polu ali pa na kakšnemu eventu. Tako da to je v bistvu the big news od tega vloga, zdaj pa kar šibamo dalje. Nekaj moram pokazati. Zima gre not, kar pomeni, da je ful kamnov na cesti in jaz sem na vrtu tole zadevo. Čakajte, malo bližje pokažem. Temu se reče roof saver in v bistvu nalepaš tole tlele gor. Čakajte, pokažem od bližje. Zadeva v bistvu pride na tale rob. In tlele imam zelo dober primer za kva. Ko kamen preleti in naredi poškodbo lih tlele. In kva se poje zgodi, tole začne rjaveti oziroma je treba pošmirglati pa poštrihati. Česar pa seveda noben noče. Jaz sem tole zadevo naročil pri Whitcaru, pa zadeva stane 25 evrov, kar se mi zdi precej bolj pocen, če ne misliš dati ne 700 evrov za to, da v bistvu oblečeš komplet ta prvi konc v PPF folijo. Valjda tale roof saver nav pač preprečil vseh kamenčkov na avtu, ampak zaščit pa saj une najbolj zoprne. Zadeva je v bistvu čist simpel, avto opereš, brišeš fajn, pa nalimaš. Pa da v bistvu vidimo, ko je tle sploh noter. To. Pa še tale robček dobiš zraven, da zadevo malo razmastiš, tako da pojelim bolj prime. Fajn, čist letu. Za rob, tole pa močno, ko bil pri dohtarju. Ali pa da penofis ruskovo tako odprl, no tole pa zdaj v rang držal.
nisem najdel. Cak. Evo, le, od uspred se praktično sploh ne vidi, da je kaj gor. Tako da, če tudi ti hočeš takle roof saver, lahko skočiš na vidkar.si ali pa ti ruknem kar link v spodaj pod ta video. Zdaj sem pa že na poti, ura je 20:07 zjutraj, da peljemo Shelbyja končno spolirati. Pa zakaj bi ga polirali na jesen? Zato, ker gre drug teden v PPF. PPF je pa v bistvu prozorna zaščitna folija za avto, zato da bo praktično cel avto zaščiten pred kamenčki, pa umazanijo, pa tako naprej. Tako da, v prvo ga damo. Upam, da ne bo preveč gužve zdajle, no. Tega sem se bal, trzinska vozanca, 15 na uro, pa zdajle se še celo premikamo. Shelby lih ne mara te gužve, veš, on bi raje šibal, on bi šel, ne. Malo je zopren s tole sklopko tlele kuplat po telih obvozancah zjutraj v kolona. Mislim, da pa od vseh tlele v kolonka smo, imam pa jaz največji nasmešek, kad ta avto tako lepo poje. Glej to. O, Marija. Pa je Shelby spoliran praktično prvič, odkar ga imam. Shelbyja imam zdaj že 3. sezono. Avto smo zdaj komplet spolirali pa razmastili, tako da je ready, da ga polimamo v PPF. Če te pa zanima kaj podobnega, poliranje, keramične zaščite in tako naprej, imaš pa v opisu tega videa link, prek katerega sem ti tlele pri Horvat Detailingu zrihtal tudi malo popusta. Shelbyja smo teleportirali tlele v firmo T-Kreativ v Tadeju. Fantje so že začeli v bistvu na avto dajati gor PPF. Avto je bil seveda v piku še prej spucan, pa tako naprej. Pa ti kar pokažem, kako zdaj izgleda vmes tole. Zdaj, ko se daje ta prozorna folija na avto, imaš v bistvu dva načina. En je v bistvu, da se naredi prikat šablone, to je pa drug način, ko se v bistvu avto polima, pa se v bistvu čist custom poreže. Ker tudi šablone niso čist v piko, tudi tam je treba kaj poštukati, ker sem se pač odločil, da hočem imeti, bom rekel, komplet zadevo custom. Takole pa zgleda v bistvu, ko se panele te folije da gor, pa se pa to pač res lepo po meri poreže. Te noži, ki se v bistvu uporabljajo, da se ta zadeva poreže, so tako narejeni, da načeloma bi lahko dal folijo na balon, pa po balonu zarezal, pa balon ne bo počel. Tako da so pač res zelo precizni in pač ni nobene bojazni, da bi v lak zarezali ali pa v barvo, kakorkoli. Plus ta folija je v bistvu self-healing folija, ne vem, koliko se tukaj na posnetku vidi, ampak to je taka ful gumijasta zadeva, tako da tudi če kakšen kamen not preleti, je pač zadeva dosti debela. Ali pa, ne vem, če se kakšen praska naredi, se vse to na soncu pol samo od sebe zaceli, kar je ful dober, ker je praktično avto ful lažje vzdrževati, pa ni ga treba enkrat, ne vem, na 2 leti polirati, recimo. Sploh se pa te zadeve ful rade poznajo na črnih avtih, pa ne vem, kako je sicer pri drugih, ampak Ford ima tole črno barvo res ful mehko in že kad ti avto pač opereš, že z gobo narediš te mikropraske, ki jih je pač pol treba reševati s poliranjem pa tako naprej. Zdaj, ko bo pa folija gor, bo pa praktično barva zaščitena in tudi vse mikropraske, ki se bojo zgodile na avtu, se bojo na soncu zacelile. Tako da bo avto skozi zgledal kano. Tok za zdajle pokažem. Žal bomo mogli, bom rekel, rezultat pa proces, kako je tole nastajalo, dati v naslednji vlog, ker jaz pa zdajle šibam v Ameriko. In ker šibam v Ameriko, si bom tam čas vzel pa naredil tudi en Q&A v naslednjem vlogu. Če imate kakšne vprašanja od Shelbyja, od Flogsterja, zame, kakorkoli,
jih napišite v komentarje pod ta video, pa jih bom probal čim več odgovoriti, ko bomo v Ameriki. Seveda pa z Amerike prihaja tudi ogromen kontenta. Kaj vse se bo dogajalo v Ameriki, ne zaenkrat ostane še malo skrivnost. Lahko pa v bistvu povem eno manjšo skrivnost, ker pa to, da bomo obiskali tudi tisto fabriko, iz kjer pač ime Shelby sploh obstaja. Tako da to je to, pa se vidimo v naslednjem. Ajde, čau!